Fantasy. Radio Fantasy. Che lo je bila tole mlada glasbenica, ura je minuta čez 9:30 in danes smo imeli plan, da se dobimo in smo se. Magic Alexander, pozdravljen, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Evo, kaj te je prineslo? Pričaral sem se sem za eno tako prav posebno novico. V bistvu rad bi vse povabil, vse poslušalce in poslušalke, da pride na mojo novo predstavo, ki bo pa v Celjskem domu to nedeljo. Za njih sem v bistvu pripravil veliko novih stvari, veliko novih trikov, tako da vabljeni. Ja, to smo zdaj slišali, tudi reklama je, ne? V sklopu Špas teatra ti imaš zdaj to svojo lastno predstavo. Tako je, v bistvu skupaj s Špas teatrom smo se povezali in smo ustvarili eno tako predstavo, ki je Slovenija še ni videla. Je v bistvu zelo interaktivna, se pravi, ljudje veliko zraven sodelujejo. Noč so pa v bistvu triki, ki jih še nikoli nisem kazal. Ok, zabavna zagotovo je. Okarakterizirana kot zabavna? Ali... V bistvu ja, zabavna, pa hkrati misteriozna, no, pa veliko je presenečen noter. Se pravi, tako ko se v bistvu gledalci usedli v dvorano, bodo v bistvu že del trika, ki ga bom potem na koncu razkril. Ne. Je res noter je veliko trikov s kartami, branje misli, transformacije, teleportacije. Naslov je iluzija. Iluzija, ja. No, zdaj ti veljaš za čarodeja nove generacije, zdaj iluzionizem je malo drugač. Ali si postal to? Ne, v bistvu vsi smo mi čarodeji, ampak potem imaš različne zvrsti, kaj pač ti izvajaš. Iluzionisti so ponovadi, da žagajo ženske na pol in da dolepdi. Predstava iluzija je pa imen zato, zaradi tega, ker si bodo v bistvu vse ljudje bodo dejansko doživeli iluzijo, se pravi, bodo videli neko stvar, ko so mislili, da ni mogoče in da bodo videli, da je pač mogoče, ker dejansko iluzija to predstavlja. Noter v predstavi pa je še vprašam v bistvu, kaj za njih prav pomeni beseda čarovnija, ker čarovnija pa lahko v bistvu ima kakršnikoli pomen, ne? In to je tudi neke vrste rdeča nit predstave. Razumem. Mi je že... zdaj moramo še povedati, kdaj? V nedeljo je ta predstava, Ja, to je nedeljo, se pravi 16. aprila ob 18. uri v Celjskem domu. Kje lahko kupimo karte? Na tvoji spletni strani? Karte lahko kupite na špasteater.si, tam imate vse informacije, do vstopnic je še enih par je še na voljo, tako da lahko morate hitro pohiteti, tisto, ko bi prišel. Tako da jaz se zelo veselim, da lahko nastopim v svojem domačem kraju. Zdaj v grobem zapisano je bilo nekje 1000 raznih predstav v 15 državah in zdaj, to je pa zdaj vrh te gore, ne? Ja, v bistvu jaz sem svoje znanje, vse to izkušnjo sem nekako združil zdaj v to predstavo. Res sem jo kreiral, že kar nekaj let sem že v bistvu imel idejo, da bi to naredil. Pisal razne ideje in to, in potem sem se povezal s Špasom, ki sem mi potem pomagal še oblikovati celotno predstavo, da res to dobro zgleda, ne, ker sem rekel, ok, bom šel do najboljših, ker vem, da oni dobro znajo, vem, da imajo dobre predstave. In ja, v bistvu predstava je res zelo dobra, zdaj smo imeli 2 predpremiere, res so bili ljudje zelo navdušeni in res bi rad povabil vse Celjanke in Celjane, da pridejo gledati. V nedeljo smo rekli malo muske in pol boš pa povedal, kaj se zgodi, če na predstavi gre recimo trik narobe. Po Mareji dober gre, ne more iti kaj narobe, ne? Ker je naslov komada dober gre, ampak vseeno, 5:30 ura, z nami pa je Magic Alexander. Mareja, meni dober gre 7 minut čez 5 ura in z nama v studiu sicer je Magic Alexander. Pozdravljen, dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Zdaj Šuš je odletela nekaj, ker baje so v Štorah odkrili še eno bombo in zdaj klicari naokol, da dobi uradne podatke. Dobro. No, Magic Alexander, ti pa si tukaj, ker imaš v nedeljo svojo predstavo na Celjskem, svojo prvo, ker prebral sem, da si že kot mulc razmišljal in videl, koliko boš enkrat imel svojo predstavo. Je to res? Ja, res je. To sem vedno sanjal o tem, da bi enkrat imel svoje predstave, oziroma svoje šove. No? In zdaj so se dejansko mi te želje uresničile. Zelo sem vesel, da lahko končno ljudem pokažem nekaj, kar sem ves čas razmišljal o tem. In pisal ne vem koliko časa ta scenarij in celoten šov skupaj. In res se veselim v nedeljo, da lahko v svojem kraju tukaj, ko se je v bistvu začela moja karijera dobesedno pred 18 leti, da v bistvu pokažem vse svoje trike mojim Celjanom. Nedelja ob 6 smo rekli Celjski dom. Šuš je nazaj, kaj je z bombo? Ja, v Štorah je sicer bilo najdeno neeksplodirano eksplozivno telo, ampak zaenkrat... Še eno, ja. Poleg tistega od zadnjič, ampak trenutno
je situacija taka, da je samo cesta na Lipi zaprta pri tem delu, kjer poteka rekonstrukcija ceste, medtem ko evakuacija ni bila zaenkrat potrebna, še čakam pa seveda informacije. Okay. Super, hvala lepa. Vidiš, to da je izginila. Breaking news. Breaking news. Ja, jaz sem mislila, veš, da si ti naredil, da zginem, pa da si hotel biti sam z Jankotom. Tako kot pol policaji ne vejo, kaj bi naredili, pol mene kličejo. Ja, dej bo vejno. Prej smo načela, da boš povedal, kaj se zgodi, če se zalomi trik, da ne gre skozi. Veš, kak je, se zgodi absolutno, ampak jaz vedno imam nekako pripravljene različne plane, plan B, plan C, plan D, veš, da se vedno rešim meni iz tega, drugače pa kdaj tudi pač priznam, ja, ok, se je zalomilo in pač gremo naprej, saj smo vsi ljudje. Ja. Ampak ponovadi ti to s temi plani B, C, D, E... Ni človek zaradi tega, ker ni zajamro, ko sem ga ušipnala. Boš me malo bolj grobo. Vse se kaj to. Vreme si že imel. Ne, bom zdaj počasno No, ampak bomo pa takole rekla, veš, zakaj grem, ampak brez Božota pa ne gre v tvoji karieri. Brez Božota pa ne gre. Bože, tvoj oče. Bože, moj oče, ja. Ja, kaj ne rečem, v bistvu, on je že vsega začetka z menoj, ne? On je neke vrste moj suportnik, pa menedžer hkrati, pa itak oče, ne. Nekaj povej, koliko procentov ti pa vzame? A je tako mama Kardashian, a veš, ja čakaj malo, Kris Jenner, ona je najbolj znana. Vse v družini ostane. Vse ostane v familiji, dobre. Interne informacije. V glavnem, ja, v bistvu vsega začetka z menoj in vedno mi pomaga pač pri teh stvareh in ja, sem zelo vesel, da imam takega. Vidi pa vse trike prvi. Res je, ja. On pa zdaj je v bistvu moja punca. Oba sta neke vrste, pol prebijem let. A veš, imaš moško pa žensko mnenje, ne? Ja. In kjero ti bolj prav pride? Bodi iskren. Bodi iskren. Odvisno zakaj, ne morem specifično reči, zaradi tega, ker ful varira od stvari, ki jim pač pokažemo. Daj pa da je moško mnenje boljše, daj pa da je žensko, ne. Političen odgovor. Veš, kaj pazi, kaj boš rekel, ne, ker pri komu spiš? Pri punci ali pri fotru? No, vidiš, marsikaj se lahko po noči zgodi. Magic Alexander, boš videl, da imaš karti pokazal, kak trik, čakaj, eno musko pa naštudiramo nekaj, da ne bomo imeli plana B, C. Magic Alexander, a lahko prosim začaraš sonce. Sonce, bom. 15 minut do 10 ura, z nama je Magic Alexander in nedelja je za iluzijo. Ja. Ob 18. uri, Celjski dom, tvoja predstava, nova. Ja, res sem vesel, da lahko v bistvu res pokažem nekaj novega, pa tudi, da lahko kažem v svojem rojstnem kraju. In ja, vidva prijeta na predstavo, ali še imata plane? Ja, mislim, se boma pričarala, ali kaj ti naj rečem. Ja, čarodeji pa to. A si ti prebral kako knjigo o Harryju Potterju? Jo, že sem. A si bral? Ja, ampak sem bral prva 2 dela. Gledal pa ostalih 6. Ja, gledal sem pa pol filme. Pa tudi bil sem zdaj, ko sem bil v Angliji, sem bil v Harry Potter studio, tam, ko so tudi snemali te filme pa to. Je ful dobro za pogled, res priporočam. Drugače pa ja, Harry Potter je ena taka senzacija, zagotovo. No, koliko pa je... Res? Ja. Nič. Niti ena stvar noter. Ampak je pa lepo gledati, tako bom rekel, ne? Ampak nobena stvar, ki je noter v vseh. Oziroma, ena stvar je, ko so dela čarodeji na njih, je pa v bistvu, ko se tisti Marauder's Map tako odpre, da se tiste fednije Harry Potterje, te verjetno poznajo, kot tista mapa, ko Harry pol hodi, se pol sama odpre, to so recimo čarodeji izumili. Drugač pa ne. Ja. Mislim, da sem jaz edini človek na tem svetu, ki še nisem gledala Harryja Pottera. Sploh niti prebrala knjige. Se zdaj neko serijo spet pripravlja, ne neki. Veš kaj, Harry Potter je zelo dober, zaradi tega, ker jaz tudi gledam iz vidika, kako so v bistvu oni to naredili. Vse te scene, ki imaš noter filma, so oni vse ročno delali, ne? Od teh ognjev do, ne vem, kostumov in vse živo. In je res zanimivo v bistvu to videti, ne? Tako da ti priporočam. Koliko pa Bradavičarka zgleda? Mislim, ta grad, koliko imajo to maketo, ali kaj, si videl to? Ja, v bistvu oni so prav real life so naredili tako skulpturo tega gradu in v bistvu 2 studija imajo, enega imajo v Londonu, enega imajo pa v San Francisco. San Francisco je v bistvu, mislim, da je celo večji. Drugače pa ja, noter so vse te scene iz filmov in ta dvorana, ki so oni noter bili, pa ne vem, ful je enih stvari, ko lahko vidiš, no, tako da res je dobro.
Kaj je pa tvoj recimo največji trik ali pa mogoče najljubši trik, ki ga izvajaš? To je težko. Notor predstavi v bistvu povem eno stvar, oziroma jim povem gledalcem, kjer je moj najlepši trik, je v bistvu trik z lončkom pa žogcom. To je v bistvu najstarejši trik na svetu, ja, najstarejši trik. So ga izvajajo že stari Egipčani. In vedno pa kažem ta trik zato, ker vsi vejo, kako deluje ta trik. Ja, imaš 2 žogce, ne 3, tretji, ampak vedno, ko jim pokažem, so vedno boljše presenečenje. In to mi je najboljše, ne, ko vejo, kaj je fora, ampak še vedno jih pali. Ja. Vemo pa ne vemo. Ja, ampak še vedno se pa pustimo presenetiti. Tako je. Ja, zdaj, Magic Alexander, torej iluzija v nedeljo, 18. ura, Celjski dom, 5 kart je še, 6 mogoče, več ne. Ali bomo pa še Zelo kakšno malih je v pričarali, glavnem. ja, veš, kaj mislim. Ja, ali pa bomo pričarali kak dodaten stol. Tako, ja, bomo že. Ne, res bi rad povabil za vse tiste, ki bi radi se malo popestrili svojo nedeljo, pa bi radi bili učarani in tudi začarani, pridite na mojo novo predstavo Iluzija. Ok, še enkrat, ki karte? Karte lahko kupijo na špasteater.si, tam gor imate vse informacije o kartah, zberete sedež, kupite in pridite. Mislim, tisto pred predstavo pa ne gre. Zaradi sedeža. Mislim, da tu celo to gre, to bi mogel vprašati. Po mojem se da, no, vse gotovo. Tisti, vse so gor tudi telefonske številke, lahko pokličejo, pa se pozanimajo. Dobro, ziherane pol ure prej že kdo tam, pa tudi kako karto ti še lahko mogoče prodače. Če slučajno ostane. Zdaj pri Magicu ponavadi gledamo in to bomo zdaj tudi mi, ker midva te ne spustimo iz studija, dokler ne pokažeš ene fore, enega trika. Imamo pa mi aktivirane kamere in bomo to zdaj posteli, pa objavili kasneje. Odlično. Pa da vidimo, če kdo od nas pogrunta. Jaz sem za. Si? Sem. Ok, izven etra torej zdaj ena predstavica, mini predstavica in trik, potem pa vse ostalo pa v nedeljo. Super, hvala lepa. Fajn sfurite. Ja, bom, hvala. Okay. Imam fajno muziko, the show must go on. The best. In gremo naprej. Hvala ti, Magic, pa se vidimo. Super, hvala lepa. Okay. Tu imam karte, vse karte so različne. In bomo naredili en full hiter trik, okay? Zelo hiter trik. Janko, jaz bom šel takole čez karte, sam reči prosim, kjerkoli stop. Stop, tu grem še naprej. Je kam gre zdaj? Ne, če se tu ustavim, grem še malo naprej. Ne, v redu je, stop. To je to? To je to. Okay. Tu si zdaj ustavil pri eni karti, daj tak roko, prosim. Tako. Zdaj ti pokazal, katera je to karta, to je karta 7 srce. Ja. Okay? 7 srce, dam tep takole v dlan, kaj tak drži, tepno, super. Zdaj pa, jaz bom pa vzel eno naslednjo karto in naslednja karta je pa 4 pik. Okay? Daj pokaž v kamero. 4 pik, ja. Zdaj pa pazi to, če vzamem 4 pik in če grem samo od spodaj, si čutil kaj? Malo si, ne? Ja, sem, ja. Ker jaz imam zdaj 7 srce, tada imaš ti. What the fuck? Dej še enkrat, ne vela. Ta je bila moja, zdaj pa ni. Okay. Na meni to ziher ne bo delati. Kira ti je všeč? Kira karta ti je všeč? Rdeča, 7. Rdeča, ok, super. Bomo dali črno nazaj. Pa lahko mi daš rdečo, takole. Ja. Pa recimo, če vzamemo rdečo, pa jo damo notri v sredino, takole, Janko. Pa bom spet malo ponovil, it's ok. Ja, ne, to se tudi zgodi. Tako si rekel prej, če se daj kak trik za nami, veš, nikoli ne veš, ja. Zdaj bomo pa isto naredili, Janko, in sicer tukaj imam eno karto, ki je zdaj 3 pik, ni 4 pik, ne. In če vzamem to 3 pik, Janko, pa daj tak prst, sam pa je tak čez karto, tako, to je to. Ker točno tako si dotaknil, zdaj se v bistvu spremeni. Jaz grem domov, adijo. Hvala lepa, se vidimo. Radio Fantasy. Radio Fantasy.